Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. V današnji oddaji gostimo izjemno gostjo, doktorico Tino Košir, filozofinjo, učiteljico joge in meditacije, mentorico za celostni osebni razvoj. Tina je po srcu radovednica, učenka življenja, zaljubljenka v modrost. Predavateljica in raziskovalka starodavnih duhovnih izročil z doktoratom iz indijske filozofije. Je voditeljica prireditev in pogovorov. Pri vsem, kar počne, jo vodi naravnanost, kako sem lahko zrcalo za lepoto tvoje duše. Eden njenih najljubših virov navdiha je poezija Lale, mistične pesnice in učiteljice joge iz 14. stoletja. Z Lalino poezijo se je srečala ob raziskovanju za doktorsko disertacijo o filozofiji kašmirskega šivaizma. Med študijem zahtevnih filozofskih besedil so jo Laline pesmi bodrile, podpirale, prebujale svojo odrezavo neposrednostjo. Lala zanjo ni mrtva pesnica iz daljnih časov in tujih krajev. Je živahna sogovornica, učiteljica, vodnica, zavetnica, prijateljica. Tinin prevod in interpretacija Lalinih pesmi, ki jih je pripravljala 12 let, prvenstveno zato, da bi jih delila s svojo mamo Manco, ki je skozi poezijo v Lali našla duhovno sestro, odpirajo svet notranje modrosti, poguma in ljubezni do življenja. V tokratnem pogovoru bo dr. Tina Košir z nami delila globoke uvide, ki jih črpa iz Laline poezije, ter nas povabila k raziskovanju našega lastnega odnosa do življenja in sebe. Najin pogovor bo odstiral tančice notranje modrosti in nas vodil k prebujenju srca. Prisrčno pozdravljamo v studiu Ljubljana TV, drago Tino Košir. Tina, dobrodošla ponovno v naši oddaji, kako si kaj? Kako zelo sem vesela, da sem tukaj in najlepša hvala za ta tako lep uvod in da si me spomnil na to, ja, kako smo lahko zrcalo za duše drug drugega. Ne? Res je, ja. Mogoče začneva kot filozofinja, raziskovalka indijske modrosti, se posvečaš kašmirskemu šivaizmu, ne? Kaj te je pritegnilo v bistvu v to starodavno duhovno tradicijo? Ja, vsi te izmi, so tako kunštno zveni, da potem že človek, to že sploh izgovoriti ne znam, si vsak reče, in pa to boljš, da se sploh ne dotikam. Ampak pravzaprav je to nekako srž tega izročila ali pa uvida modrecev, filozofov iz tega izročila je to, kar danes pravzaprav tudi odkrivamo o zavesti. Vprašanje, kaj je zavest? Zavest z veliko začetnico. In ti imaš tudi tukaj, kaj je ta odnos do sebe z veliko začetnico. Tako. In tako ima indijska filozofija to osebstvo z veliko začetnico, ta zavest, vprašanje, kaj je tisto, kar je ta najgloblji jaz in kaj je odnos med to zavestjo, med svetom, med bivanjem in kako lahko v vsem uzremo to zavest, ki je tako mogočna, da pravzaprav je božanska. Zelo lepo, zelo lepo. Lala. Kdo je Lala? Ja, Lala je pa mi prišla v roke ravno, ko sem zbirala literaturo leta 2012 za svoj doktorat, ki sem ga sicer delala na podlagi tako zelo zahtevnih filozofskih besedil. Potem pa se je vmes znašla ta pesnica, ta modrinja, ki je pesnila v bistvu tako, kot so pesnili modreci v teh časih na splošno. Se pravi, ona ni bila pismena, ona ni nekje sedela in zapisovala teh svoje pesmi. Recimo, ona se je srečala z nekom, tako kot se mogoče midva zdaj, in rekla nek kratek izrek. In tisti izrek se je usedel temu človeku tako globoko v srce in ga tako zaznamoval, da je potem ta človek
ta izrek povedal naprej, naprej, naprej. In na ta način se je to prenašalo dobesedno več stoletij. Torej, do konca, tam nekje do konca 18. stoletja te stvari sploh niso bile zapisane. Ne? Ampak iz generacije v generacijo se je to prenašalo. In sigurno se je kaj dodalo, odvzelo, ampak zadaj se čuti tega duha. In tako lahko tudi jaz, nekako, ko sem odprla v prevode v angleščini knjigo Ranjita Hoskota Ailala, The Poems of Lal Ded, me je tudi zadela s to res neko neposrednostjo in kot da sem prišla v stik z enim živim duhom. Se pravi, ja, je neka oseba, ki je živela tudi zgodovinsko gledano v 14. stoletju v Kašmirju, zdi se daleč stran od nas. Ampak jaz jo čutim kot eno prisotnost, ki je tukaj in zdaj in ki mi govori neposredno, ki nagovarja modrost srca in ki mi odpira korake naprej. In ko sem te pesmi delila z Manco, jih je tudi ona tako začutila. In še tudi marsikdo drug. Absolutno, ne. Torej, Lala je prežeta z iskanjem svobode, ne, prebujanjem zavesti, a ne. Kako misliš, da lahko ta njena sporočila navdahnejo zdaj sodobnega človeka, ki je vpet, ne, v hitri tempo življenja, pričakovanja, ne, in tako naprej? Po eni strani smo sodobni ljudje, po drugi strani smo pa brezčasni duhovi, a ne. In vprašanje je, kaj od tega je resničnejše. In ti, ki imaš globoka notranja izkustva in ves čas si tudi v stiku z ljudmi, ki jih doživljajo, se zagotovo strinjaš z mano, da ko prideš v stik s tem globljim bistvom, ne, se zdi, da to življenje, ki ga živimo tukaj zdaj v tem hitrem tempu, ne da ni resnično, ampak je samo eden od pojavov te resničnosti. Odsev, ne. Ja, odzadaj je pa neka globlja resničnost, ki kot da bi bila nekaj tisočletnega ali pa še bolj pradavnega, brezčasnega. Kot da se zdaj tukaj pogovarjata tudi nek Dejan in Tina, ampak zadaj, ko te pogledam v oči, a ne, in se vprašam to vprašanje, s katerim tako rada pristopam v bistvu k vsakemu bitju, kako se lahko zrcalo za lepoto tvoje duše, se lahko zrcalo tako, da se jaz povežem svojo dušo, s tem brezčasnim v sebi in zagledam to brezčasno v tebi in rečem, wow, in je tako, kot da se srečujejo tisočletja, a ne? In ti si jaz in jaz sem ti in ni zares meja za tega duha. In na ta način se mi zdi, da Laline besede v bistvu ubesedujejo, ja, deloma v govorici svojega časa, svojega prostora, kar je meni zanimivo, a ne, da ne govorimo vsi na enak način, da božanskega vsi ne doživljamo, ne poimenujemo z enakimi imeni, lahko ima 1000 imen, kot ona pravi, vir, ki rojeva tisočera imena. Ampak po drugi strani ta srž pa vsem, ki so kadarkoli izkusili, ne, to živo vodo duha, prepoznajo to srž, ki gre skozi tisočletja, skozi različne mistike in skozi te njene besede sem jaz to zelo začutila. To je res ta modrost teh tudi sufijskih mistikov, recimo Rumi, ne, Ja. ga je tudi Manca oboževala, ne, kot vem. To so res te stare modrosti, ne, da smo res ta neskončna brezmejna zavest, a ne, tukaj le nekaj mogoče kratkih trenutkov, ne, z nivoja zavesti gledano in da imamo vse te izkušnje, da se vedno zrcalimo, da se vedno, a ne, nekako tudi napredujemo preko tega, preko teh nasprotij spoznavamo sebe na globlji način, a ne. Tako, ja, v bistvu kot da je ta svet na nek način stališča te zavesti tako kot neko tako igrišče, ker pa ne zanika dejstva, da je tukaj tudi težko in tudi Lalina poezija, veliko ljudi mi reče, da se jih je tako globoko dotaknila, zato ker danes tudi, ko se prevaja te starodavne mistike, a ne, se v dobro tega, da bi bile stvari bolj prebavljive za širše množice, se izpušča to, o čemer jaz rečem, temni biseri, ki pa imajo v bistvu zelo globoko svetlobo. Se v bistvu za ameriške edicije recimo izpušča tudi iz Rumija Hafisa in tako naprej, tiste odtenke, ki upovedujejo tudi težje, ostrejše plati bivanja, a ne. In jaz sem to zavestno vse pustila noter, tako da je veliko teh... Neposrednost, direktnost, ne. Ja, veliko teh Lalinih pesmi govori tudi o tem, kako gre ona skozi zelo temne čase, skozi temne notranje pokrajine, skozi zasmehovanje, skozi to, da jo ljudje ne sprejemajo, skozi lastne dvome v sebi, skozi občutke izgubljenosti, skozi občutke obupa, kar mislim, da zelo veliko ljudi tudi srečuje na svoji iskreni notranji poti in poti skozi življenje. In danes mislim, da smo šli mogoče malo preveč v to
spolirano duhovnost, a ne, v tem smislu, da Je to vse super fajn, ja, te že ker malo ni, ne. toksične pozitivnosti v tem smislu, ker nas oropa enih odtenkov, ki dajo polnino tudi našim notranjim izkustvom. Zato, ker velikokrat, a ne, ona pravi, da je to naše življenje, tudi v svojih okrutnih vidikih, je tako kot mlinski kamen, ki nas melje, a ne. In velikokrat zato, da pridemo čisto do tiste srži te naše biti, ne, se nas zmelje v tem mlinskem kolesju na različne načine, a ne, preko bolezni, preko zavesti minljivosti, preko izgub, preko težkih življenjskih izkušenj. In Lalin glas zelo iskreno govori tudi o teh stanjih in o stanjih ekstaze in velike duhovne radosti in svobode. A bi rekla, da je vse del božanskega? Vse. Ja, jaz to tako doživljam. Dejansko, ta filozofija kašmirskega šivaizma, ko si me prej vprašal, gre za v bistvu nedualistično filozofijo, ki v bistvu ozira božansko v vsem, hkrati pa ne zanika te dvojnosti in raznolikosti in dejstva trpljenja v tem svetu, samo opremljeni s to zasidranji v to globljo zavest. Lahko gremo tudi skozi nepredstavljivo hude stvari v življenju. Tako kot Lala pravi, čvrsto sem se oprijela notranje luči na dolgi poti skozi kraljestvo teme. In med hojo sem sejala semena svetlobe, kjerkoli so se moja stopala dotaknila tal. To so bili verzi, ki so bili tudi Mančini najljubši in ki mislim, da jih je nosila s sabo tudi skozi to svoje poslednjo potovanje, skozi bolezen in skozi osvobajanje telesne oblike. Ko sem bila ob njej, sem čutila, da je to tako. Odlično. Bova več o tem v nadaljevanju najine oddaje, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije, z nami krasna in izjemna srčna sogovornica, doktorica Tina Košir. Ja, Tina, začela sva se, pogovarjati oziroma dotaknila sva se te teme Mančinega odhajanja, kako si ti doživljala skupaj tudi svojo sestro, pa Tatjano, ste bili skupaj, je bila ravno v prejšnji oddaji, Tatjana Zorko, kako je bil ta proces, kako si doživljala? Ja, mislim, ta proces je bil dobesedno, tako kot sem prej rekla, neka taka hoja skozi kraljestvo teme, v smislu, da je bila Mančina bolezen fizično izjemno brutalna. In to vso doživljati je, mislim, ni hecne, tudi ne za bližnje, ne za svojce, ne za tistega, ki gre skozi to. Je pa Manca zavestno se usmerjala v dobro, k temu, kar je ona rekla, tudi kolateralna lepota. In je vsak dan, se pravi, da ko se nam dogaja nekaj hudega, so vmes tudi utrinki lepega, ne. In je vsak dan se usmerjala, vse dokler je lahko govorila, se usmerjala tudi k temu, kaj je ta dan podaril, kaj skozi ta dan se ji odstrlo. Potem pa, ko ni več mogla govoriti, ta zadnji teden, sem imela pa sploh občutek, da se je naša bližina morda še izostrila, ker ko si ob nekom v tem stanju, v tej polni prisotnosti, obe z Ladejo, z mojo ljubo sestro in pol, so imeli občutek, Ladeja je to poimenovala, kot da smo v nekem drugem stanju. Ona je rekla, da je to doživljala podobno kot recimo nosečnosti, Ta prostor med življenjem in smrtjo je tako zelo svet prostor. Danes se ga posebej ta prostor prehoda iz življenja, se ga zelo bojimo, tudi zaradi vsega tega hudega, kar je s tem povezano. Ampak ogromno daril, ogromno biserov se skriva v teh trenutkih. Tako da jaz sem čutila ta čas tudi kot zelo veliko darilo. In ja, zato imam zdaj tudi bisere, ker to v bistvu sem podedovala od Mance, njene bisere. Ja, in te biseri so simbol tega, kdaj školjka naredi biser, ko jo v bistvu zelo boli, ko pride nekaj se zapiči v meso, ampak okrog tega ona počasi, ne čez noč, ampak počasi izoblikuje biser.
Mi smo res biseri noter, ne, ki se brusimo, ne, ali pa diamanti, lahko rečemo, ne, skozi življenje, skozi vse to, kar se nam dogaja, nas v bistvu na neki ravni oblikuje. A ne. V bistvu prihajamo v ta globlji stik s seboj. A ne, in tako smo opazovali, kako je tudi Manca vedno globlje šla, ne, Ja. vedno globlje modrosti so prihajale iz nje. A ne. In kako je v bistvu tudi bolezen, a ne, kljub temu, da je težko, a ne, je, kot si rekla, eno darilo, da v bistvu globlje spoznamo sebe in gotovo je imela ta lep prehod. A ne. Se ti zdaj tudi javlja, ne, mogoče kakšno sporočilo nam predaš lahko? Ja, mislim, nimam takih bombastičnih sporočil, ne, ampak imam pa občutek take res velike prisotnosti njene, kot da me njena energija, njena ljubezen objema, da me nekako prežema. In da čutim, kot bi se nekaj njene življenjske energije naselilo v ta objem, tako kot da me nekaj toplega, nekaj njenega toplega objema in da mi je predala tudi toliko ene svoje modrosti, ki jo spoštujem, toliko enih vrednot, ki jih jaz, toliko semen svetlobe, ki, kot je tudi mnogim drugim ljudem, a ne, saj jaz sem pač biološko njena hči, ampak mislim, da je imela veliko otrok duhovnih tudi in mene. tako, tudi tebe, ja. In da vsak od nas nekaj teh semen svetlobe naprej zdaj seje in goji in zaliva in zdaj je na nas, da to svetlobo nosimo naprej, a ne. Definitivno, ja. Ja. Evo, sem kar solzne očke dobila, se vidi vidim. sigurno. Ja, se lepo, ja. To je res darilo, ne, ki nam je predala vsem, a ne. Ja. Ko se spomnim, ko je že mene podprla z oddajami, ne, na 3. oddaji bila gostja, ne, in res ta njena res milost, ta čut, a ne, sočutje, da je spodbujala to dobro, ne, svetlo v ljudeh. Ja, to je nekaj, kar si želim, kar sem pila od nje oziroma pričevala ob njej, ne, kako je bilo to videti. In koliko v bistvu teh nekih semen je posejala, se je pol tudi videlo, koliko ljudi se nam je javljalo po njeni smrti, a ne. Koliko navdihov, koliko dejansko ona je zase rekla, da od vsega je najrajši obračalka kolesu usode, ne, v dobro smer. Koliko ljudi je v bistvu spodbudila, osvobodila, lahko z eno samo besedo, z eno samo gesto in je to ostalo z njimi za dolgo. Tako, ker je v bistvu ta energija je pomembna, ne. Tisto, kar je rekla, je res se čutil ta energijski naboj v ozadju, da res to ona živi, kar tudi pove, kar uči druge, ne, in to je res neverjetno močno, ne. Da smo zgled in da vodimo ljudi tudi z zgledom, a ne. In tudi ti zdaj veliko delaš z ljudmi in jogo, a ne, vse, kar delaš, a ne, si ta zgled, steber. Mogoče nam lahko tukaj še kakšno mogoče anekdoto ali pa kakšno zgodbo poveš iz tvoje prakse, recimo, ko delaš z ljudmi, ke navdihuješ zdaj druge. Ja, meni je temeljno, mislim, trudim se po najboljših močeh in hkrati se vsak večer, ko se zazrem vase, zavem tudi veliko dela, ki ga še imamo, oziroma vsi imamo. še brusilo. Tako da, ampak jaz se vsako jutro povežem z namero ljubeče naklonjenosti, ljubeče prisotnosti, da naj bo vsem bitjem dobro. In zelo sem posvojila to Mančino tudi vprašanje, kaj bi storila ljubezen, ljubezen z veliko začetnico, ljubezen kot stanje biti, kot stanje duha. Kaj mi sporoča ljubezen, kako želi ljubezen danes živeti skozi mene. In pa to vprašanje, ki se mi je pa enkrat utrnilo, ki sva ga danes že tokrat ponovila, ampak meni res vedno znova se vračam vanj, včasih recimo v enem taki izmenjavi večkrat, a ne. To, kako smo lahko zrcalo za dobro drug v drugem. In potem poskušam se zavestno vračati k temu skozi dan in v bistvu mi je v največjo radost opazovati to svetlobo, to dobro, to lepo v ljudeh in svetu. Ne pomeni, da si slep za ostalo, a ne, ampak da to vidiš. Ostalo itak vidimo, tako smo programirani. Ja, vidimo vse to slabo, hitro, a ne, opazimo napake drugih, a ne. Težje vidimo svoje zaradi obrambnih mehanizmov včasih, ne, sploh če kdo še ne dela na sebi, a ne. Kako ti pomagaš prebujati ljudi recimo v to, da se obrnejo vase, da grejo v tudi svojo temo, a ne, ke sva že prej omenjala, koliko je to pomembno, a ne, da objamemo, sprejmemo vse te sence, ki jih imamo nekje še, a ne.
Najbolj z ustvarjanjem varnega prostora, jaz pravim temu zavetje miru in navdiha. Se pravi, če jaz lahko negujem svojo ljubečo prisotnost, potem v bistvu lahko delujem kot ljubeča prisotnost, kjer se te stvari dogajajo dokaj samodejno, ker večinoma se ljudje ne moremo sprostiti, ker čutimo, da nismo na varnem. In jaz si želim živeti, delovati tako, da vse tiste ljudi, ki jih povabi v mojo bližino, a ne, na tak ali drugačen način, da začutijo varnost tega prostora. In takrat je potem tako, kot ko sonce posije na led, a ne. Ta led se začne samodejno topiti. Ne pomaga, če zdaj se ti postaviš nad led, pa se dereš na njega. Stopi se, ne. Bodi sonce in led se bo topil. Tako, ta zavestna prisotnost, a ne, je ključ in da smo v stiku z zavestjo, recimo, ne. Kako je to pomembno v raznih terapijah, recimo, ne, da smo fokusirani na zavest, na tisti absolutni potencial, na to, kar oseba v samem bistvu je, a ne, seveda prekrita vsemi plastmi, a ne, vsega, kar je še za odvreči na neki ravni, a ne, in kako to pomaga, ko lupimo te plasti čebule, da smo ta čista, polna zavest in da smo prisotni, a ne. Ja, Gledanje. in da vidimo drug v drugem, ne glede na to, kaj nas je ranilo in kakšne vse strategije smo razvili za to, da smo to preživeli, a ne, kaj nas je rešilo. Ker če smo tukaj, je bilo več tistega, kar nas je rešilo, kot tistega, kar nas je ranilo. Drugače nas ne bi več bilo, a ne. Ja. In se mi zdi, da se je vedno vredno opomniti tudi na to. In to, da ta moč v nas, ki jo včasih sicer niti ne razumemo, je zares neomajna. Včasih se mi zdi, da se bolj bojimo te moči in te svetlobe in tega vse, kar lahko smo, da se tega celo še bolj bojimo kot teme, ker če zares spoznam, da sem ta svetloba, je to tudi velika odgovornost. Ja. Potem ne morem več prelagati odgovornosti na druge, kazati s prsti, kdo je vse kriv za karkoli. Potem je na meni, da živim in nosim to svetlobo in jo prebujam v soljudeh in v svetu. Potem se ne morem pritoževati, kako je svet grd in krivičen, Tako. ampak je vprašanje, kako lahko jaz v naslednjem trenutku posejem še eno seme svetlobe. Vprašanje se mogoče zdi kičasto, bo kdo rekel, ne, da je to kič, ne? Ampak odgovor na to ni kičast. Pomeni, da moraš ostati vedno znova, tudi takrat, ko se ti ne ljubi, tudi takrat, ko je težko. In vedno znova se oprijeti tega in nikomur med nami to ni samo lahko. Ne glede na to, Tako. kako kdo med nami lahko zgleda, da tralala, hop, sasa, Ja. ne, ampak vsem ljudem, ki zelo izrazito žarijo, živijo svetlobo, to so ljudje, ki so šli skozi največ. Res je, res je. Tudi zadnjič je ena Irena, ne, v oddaji rekla, ne, da ja, tisti, ki pač ja, imamo to poslanstvo, ne, ki imamo to za predati svetu, smo ponovadi šli čez najtežje preizkušnje, a ne, kot morda nekdo, ki nima, a ne, pač nima te poti v tem življenju, pač živi normalno, nič narobe s tem, a ne, pač neko povprečno navadno materialno življenje. Mogoče se mu ne dogaja toliko hudega, ne, kot mogoče tistim, ki pa imamo to pot, a ne, prebujanja tudi drugih, a ne, da gremo sami čez vse, a ne, ker če ti sam nisi šel čez vse, boš težko pomagal drugim, a ne, boš težko ta luč, ta varen prostor držal, a ne. Ja, moraš imeti sigurno Svoje izkušnje. In Lala tukaj v eni pesmi Ja. tako čudovito reče, svojo pot primerja s tem, da pravi, da se je prebudila kot bombažev cvet, ne. To je recimo eno to prebojenje. Ampak potem te čaka še cela ta pot, kaj se je potem zgodilo. Potem jo je tkalec utrgal, na statve napel, potem jo je perica zdrgnila dogol. Skratka, po tem prebojenju pride še cela ta, dobesedno te življenje predela v to in potem vse, kaj se je dogajalo, ne, skozi težke preizkušnje in potem reče, šele tako sem jaz, Lala, postala oblačilo po meri duha. Wow, lepo. A ni lep izrek, a ne? Ful lep. Da postanemo kot ljudje oblačilo po meri te svetlobe, ki želi žareti skozi nas in ki je ena, ampak skozi vsakogar žari na edinstven način. Wow. Bova nadaljevala po kratkem predahu, Ja. tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV
z nami krasna srčna sogovornica, doktorica Tina Košir. Ja, Tina, ti si tudi, učiteljica joge, meditacije, čuječnost ti je blizu, tvoji programi Pot navznoter. Kako ti v bistvu pomagaš ljudem, pri teh transformacijah, pri delu na sencah, ki sva se že nekaj dotaknila, Kakšna so orodja, tehnike, pristopi, kako pomagaš ljudem? Zdaj, jaz vidim, da skozi leta se je to izoblikovalo, da k meni pritegne ljudi, ki v bistvu si želijo neko globino in vsebino, ki so dostikrat tudi mogoče v enih življenjskih okoliščinah ali pa situacijah, nekih globinskih preobrazb. Tako da to nisem tako, da prideš malo na jogo enkrat na teden pa se malo raztegneš, ampak je res eno tako podporno okolje za res čuječ, ljubeč, nežen stik s sabo. In ne gremo tako namerno v kake sence, v kako temo, ampak se bolj opremimo s svetlobo, potem pa tisto, kar želi biti razrešeno, se nekako samo pokaže. Je pa res, da posebej v zadnjem času se mi javlja vedno več ljudi, ki me prosijo za mentorstvo tudi v drugih oblikah, ker joga v bistvu je samo eno od mogočih orodij za to, da pridemo v globlji stik s temi najglobljimi vidiki svojega bitja. Lahko pa uporabljamo sodobno jogo tudi samo kot telovadbo, ki ni preveč zavezujoča. Ampak s to globljo potjo, s celostno jogo, s to prisotnostjo, z meditativnimi praksami tudi pa res se nam odstirajo te neki vidiki, po katerih ljudje v življenju v nekih trenutkih večinoma zahrepenimo. Je pa res, da imamo ljudje različne poti, tako da kar se meni zgodi skozi jogo, se nekomu lahko zgodi skozi nekaj drugega, kar se nekomu zgodi skozi meditacijo, da do tega ima nekdo dostop preko nečesa drugega. In zdaj odkrivam tudi načine, kako podpirati ljudi, ki se obrnejo name, enostavno, ki mi rečejo tako čisto po domače: "Joj, Tina, meni je tvoja energija tako blizu, meni samo, da se pogovarjam s tabo, v bistvu jaz boljše slišim sebe." Tako da razvijam zdaj vedno več tudi podpornih programov v tem smislu enega celostnega mentorstva, ki omogoča ta prostor, in lahko je joga meditacija eno od orodij, drugače pa tisto, kar je blizu temu človeku, ki pride k meni. Ta individualni pristop, da je res tudi pomemben, ker vsak mogoče rabi malček drugačen, pristop glede na izzive, težave, s katerimi se sooča, tako da je to res pomembno, Ja. In zelo me zanima to, kaj nas premakne iz nekega stanja življenjskega zastoja v stanje preboja na eno zavestnejšo, bolj živo, bolj polno raven bivanja. To me zdaj pravzaprav najbolj zaposluje zadnji čas, tako da si želim razvijati še več vsebin v tej smeri in jih imam kar nekaj že pripravljenih, se bodo kmalu rodile, tako da če tiste gledalke, gledalci, ki jih to pokliče, zanima, vabim, da spremljajo mojo spletno stran in moje novičke, pa bom o vsem tem poročala. Odlično, odlično. V ozadju vidimo tudi nekaj slikic, mogoče kakšna misel še na tele slikice. Tale mogoče, ki jo zdajle gledamo, to je v bistvu ena hiša v Novem mestu, ki je sosednja hiša od hiše, kjer je živel moj dedek. To je oče od moje mame. Do te hiše sem prišla čisto po naključju in dejansko v času po mančini smrti me je tako prav klicalo v kraje mojih prednikov, recimo v kraje moje babice, Vipavski križ, v kraje mojega dedka, Novo mesto, in sem tako čutila, veš, ko nekdo tak pomemben odide, ampak kako nekako toliko ljudi je že odšlo. Jaz sem bila zelo povezana tudi z babico, z dedkom, z mamico sva živeli pri njima, in tako da sem nekako izgubila že veliko pomembnih ljudi, ampak pridobila to, da so na nek način pa skozi mano, in kako čutim vedno bolj to verigo, celo verigo prednikov, da zdaj tudi, ko jaz tule govorim, tukaj nisem sama, to je cela veriga enih ljudi, ki stojijo za mano kot angeli, pa mogoče ne samo mojih krvnih sorodnikov, ampak tako kot da bi bilo tukaj še veliko enih vodnikov, navdihovalcev, vseh
knjig, ki sem jih prebrala, ampak tudi vseh ravni, s katerimi sem se mogoče povezala v teh meditativnih stanjih, v katerih, kot veš, a ne, tudi sam se lahko odstirajo ravni, ki so težko razložljive zgolj racionalno z orodji, ki jih imamo danes. Ja, definitivno, ko greš onkraj uma, a ne, vseh teh programov, vzorcev, ne, ko greš v globi stik, ne, s tisto pravo esenco, s tem, kar si, a ne, ko doživiš neke intuitivne uvide, a ne. Mogoče, kako pa tebi sami, recimo, ta meditacija, čuječnost, joga pomaga, ne, pri spoznavanju teh globih aspektov sebe? Ja, mene so pravzaprav te stvari so me poklicale zaradi tega, ker nekako že od malega, že odkar pomnim, sem imela občutek, da sem se lahko umirila, povezala kot z eno prisotnostjo, z eno svetlobo, z eno ljubeznijo, ki presega to, kar sem jaz. In potem, ko sem se srečala z vsemi temi orodji, sem našla način, kako se lahko s tem še nekako bolj sistematično povezujem. In tako da meni zelo veliko pomeni to, da se vsako jutro, vsak večer podarim nek svet čas, da dobesedno imam občutek, kot da se tako malo povežem navzgor, in po drugi strani pa tudi se utelesim navzdol, v ta stik z zemljo, s tem svetom, s to realnostjo in pa v srce in v to povezanost z soljudmi. Tako da zame je to kot stvar osebne higiene, kot si umijem zobe, tako so to moje zobne krtačke in zobna pasta, s katerimi izmijem nekako te saje in to, kar se nabere skozi življenje, kar se fizično kaže kot togost v telesu, kar se mentalno kaže kot kup enih notranjih pritožb, skrbi, zamer, karkoli. Dobesedno je tako kot iz zob te obloge treba sprati, a ne. Tako spereš te obloge, ampak potem pa čutiš ta svež zadah, a ne. In potem po svetu hodiš z bolj svetlim dihom. In to mi je v navdih, takšno življenje. Odlično, odlično. Na našem dogodku si tudi eno tako lepo, smo imeli decembra, ne, v Medvodah, Prebujeno srce Slovenije v živo, ne, zdaj bo tudi novembra 30. ponovno dogodek, a ne, tako da bom potem še, sem zadnjič že pozabil, bom omenil. Tam si rekla eno to frazo, ne, kako je že bilo s tisto kavo, ZOS, da je moje življenjske vodilo za nosom, z zanosom v ZOS in pogumno skozi. Za nosom, zato ker to pomeni povezavo z našo globljo modrostjo, ki pa je hkrati utelešena, ne. Skozi celostno jogo lahko zelo začutimo, kako nas v bistvu utelešena modrost vodi lahko pri življenjskih izbirah. In tisto, kar v nas prebudi zanos, ampak to ni neka evforija, to je v bistvu nek ta srčen zanos, dobesedno, kot da se ti zasvetlika srce, ko si v stiku z nečem, ker te srčno kliče. Ampak potem pa mi velikokrat predpostavljamo, da če bomo šli za tem, nam bo vse z rožicami postlano. Medtem ko, kot sam veš, a ne, nas v bistvu svetloba vedno pokliče zunaj naše cone udobja, v pokrajine, ki nam pomagajo rasti, ki se nam pomagajo brusiti. In temu jaz pravim ZOS. Se pravi, naš zanos nas bo poklical v ZOS. Soočeni bomo z negotovostjo, soočeni bomo s tem, da bomo morali spustiti stare verzije sebe in odkriti, kdo še globlje v svojem bistvu smo, tako kot čebula, ki se lupi, in tem transformacijam, po moje, dokler smo tukaj, ni videti konca. Manjca mi pa sporoča, da tudi potem ne, tako da ne bi kdo mislil. Da bo bolj pa konc dela. Ne, to še potem greš še skozi one ravni, a ne. In zdaj pogumno iti skozi ta ZOS, ne. Jaz sem od mamice dobila, sem bila privilegirana, da sem se njej rodila, da sem bila opremljena že sem s tem, ko sem njo spremljala, kako je pogumno hodila skozi ZOS, ne. Alternativa pa je, da ne sledimo zanosu, potem pa pristanemo jaz temu pravim ZOC-u, ne. ZOC je pa v bistvu postano življenje, ki je lahko navzven videti popolno. Lahko smo odkljukali vse kljukice, kaj mi naj bi, samo je življenje, v katerem čutimo, kot da ne živimo svojega življenja. Kot da smo v neki tuji obleki, mogoče neki tuji uniformi, da igramo nekoga, ki mi nismo zares. In tako življenje, čeprav navzven videti popolno, je v bistvu resnično
je resnično trpljenje, ena ubitost duše. Mm. Medtem ko to plavanje skozi ZOS, si pa Mhm. skozi mislimo, mislim, jaz se vsako jutro si mislim, pa kaj mi je tega treba, karkoli že, a ne. Ja. Vedno me zanos spravi v zelo veliko ZOS-ov, ampak ves čas rastem, ves čas se moram razvijati, ves čas moram biti živa, čeprav ta bolj leni del mene, ki bi rad se mal v en Umaknil. zapredek, v zastoj dal, se skozi pritožuje nad tem. Odlično, odlično. Mogoče še za zaključek, ker se nama je na žalost čas iztekel, še eno prebereva, eno iz knjigice. Ja, a boš ti odprl, kje se ti Pa odpre? lahko. No, povej. No, pa dajmo. Prihajajo, še kar prihajajo. In že morajo oditi. Dan in noč brez miru jih nosi sem in tja. Od koder so prišli, tja se morajo vrniti. Od nikoder, nikamor in od tod v nič. Pa čemu? Tule se Lala sprašuje to globoko vprašanje. Čisto nedualistično. Edino odgovor na ta čemu je pa potem ta izkušnja, po kateri oba hrepeniva in ki se oba tudi odpirava. In Tako. verjamem, da vsi, ki so povezani tudi z nami. a ne. Tako, odlično, odlično. Hvala, draga Najlepša Tina. hvala tebi, dragi Dejan, vedno se je tako lepo pogovarjati s tabo. Ja, In hvala. čas prehitro mine. Res je, še 3 ure bi lahko, Ja. a ne, vse sorte tem, ampak ja, še kdaj, a ne, Najlepša hvala. narediva. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Ja, ohranjajte stik s seboj, s svojim srcem, sejte semena svetlobe naprej in uživajte življenje.